Ogrevanje z vročim kompostiranjem je postopek, pri katerem toploto, nastalo pri kompostiranju organskih odpadkov, izkoristimo za segrevanje. V kompostni kup namestimo cevi z vodo, v katerih se ta segreje. To toplo vodo nato lahko uporabimo za ogrevanje prostorov. Eksperimenta ogrevanja z vročim kompostiranjem se je lotil kolektiv, ki deluje na Kraterju, začasnem produkcijskem prostoru v Ljubljani. Ogrevanja z vročim kompostiranjem smo se lotili zato, ker prepoznavamo v tej tehniki velikega potenciala, če seveda uspe, po drugi strani nas pa matra ta mal eksperimentalna žilica, da te zadeve tudi sami probamo v praksi, da vidimo, kako se obnašajo. Drugič pa cel point je meni pa tudi ostalim na Kraterju fascinanten, zato ker recimo vroče kompostiranje oziroma razpad biomase rastlinske s pomočjo termofilnih bakterij, ki pač proizvajajo toploto, ob tem, ko razkrajajo organsko biomaso, da bi v bistvu to toploto uporabili za recimo namen ogrevanja. Gre za eno tako, če uspe, za zelo trajnosten način ogrevanja, hkrati pa pol dobimo po samem zaključku ogrevanja še ogromno enega komposta, ki ga lahko uporabimo za rastline, za vrt, zelenjavo in druge stvari. Trajnostni način ogrevanja je zato, ker na eni strani uporabljamo odpadke, se pravi nek odpadek rastlinske biomase. V našem primeru gre za vejevje dreves iz parkov v Ljubljani. Po drugi strani ne proizvajamo dodatnega CO2 v tem procesu, pa na koncu v bistvu nastane kompost oziroma humus, je to tudi na nek način na eni strani obogati zemljo, če ga na tak način uporabimo, na drugi strani je pa v bistvu hramba ogljika, ki so ga rastline fiksirale in je pristal v rastlinski biomasi in se je pol spremenil v humus in pol gre v zemljo in tam ostane. Obstajata dva razloga, zakaj pri tem projektu spremljamo izpuste toplogrednih plinov. Prvi je, da res hočemo bolj razumeti potencial, ki ga ima ta način ogrevanja za zmanjšanje emisij. Kakšne so razlike od drugih načinov ogrevanja? Drugi razlog je, da nam bojo podatki in izkušnje iz tega pilota pomagali pri prenosu dobre prakse v drugo slovensko okolje. Rastlinska biomasa, veliko te, mi smo jo porabili 16 kubikov, potem pa vse ostalo, kar rabimo za ograjevalni sistem, se pravi cevi, pumpo za vodo, termostat, mi smo v Goba Labu postavili talno gretje, labi bili tudi neki radiatorji, tako da neki financ, neki motivacije, pa ideje, pa razmišljanje, pa načrtovanje pol teh eksperimentov, ki jih tle izvajamo. Samo kompostiranje in z njim povezani materiali so stali okrog 1500 evrov. Vloženo delo pa je bilo prostovoljno. Ena stvar, ko je super funkcionirala, je, da recimo je kompostni kup čez celoten čas kompostiranja držal povprečno temperaturo med 55 in 60 stopinj. Takrat, ko smo ogrevali, sicer temperatura padla, ampak ena pomembna stvar se mi zdi, da se spremlja temperaturo v kupu. Zato, ker pri tem načinu kompostiranja, se pravi, ko začnemo ogrevati, jemljemo toploto iz kupa in jo ne smemo vzeti preveč, zato ker ne sme temperatura padati pod 35 stopinj, ker potem se lahko celoten proces kompostiranja ostavi. Ena stvar, ko smo se jo še naučili, je, da v tem procesu spet ne dobimo toliko blaznih količin energije, zato je pomembno, da objekte, ki jih segrevamo, da so dobro izolirani. Po drugi strani pa mislimo tudi, da kljub temu, da smo imeli med 55 in 60 stopinjami čez celotno sezono kup, vemo, da je bila biomasa, ki smo jo porabili, mogoče ne najbolj primerna in za naslednjo sezono bomo probali najti drug vir biomase, ki bi naj bil zmlet zeleni odrez, tako da se bomo poskušali najti vir dobre biomase za ta kompostni kup.
Segrevanje z vročim kompostiranjem bi lahko prenesli v podeželsko okolje, denimo za segrevanje kmetijskih objektov na samem, ki nimajo dostopa do elektrike, ali rastlinjakov. Uporabimo ga lahko tudi za segrevanje vode. Možnih malo drugačnih aplikacij takšnega načina ogrevanja je za ogrevanje vode, ki se recimo uporablja za kopalnice, tuše in podobno. In bi si zdaj upal trditi celo, da je v takem kontekstu celo bolj učinkovit ta sistem, recimo razni kampi in podobno, kjer se uporablja topla voda za tuširanje ali pa za kopalnico, recimo je pač tak sistem zelo dober za ogrevanje takšne vode. In recimo poleti pač vseeno rabimo toplo vodo in recimo lahko bi na tak način ogrevali pač vodo. Kar se tiče okoljskega odtisa, je definitivno nižji, kakor z klasičnimi sistemi ogrevanja. Pri njemu ob koncu kompostiranja nastane kompost, ki ga pač lahko uporabimo za veliko različnih zadev. Jaz mislim, da bo to, tudi če bi se selili, si predstavljam, da se ogrevamo prostore na tak način, ker v bistvu v končni fazi nekih drugih sistemov niti ne poznamo, ki bi bili tako sonaravni ali pa tako pasivni, kakor je to, da človek postavi dovolj velik kompostni kup, ga priklopi na vodo in se z njim ogreva. Ta naš sistem kompostiranja in ogrevanja je vzbudil kar nekaj pozornosti javnosti, ljudem se zdi ta pristop zelo zanimiv, poleg tega lahko učimo oziroma govorimo tudi o kompostiranju na splošno, prek nekih takih elementov, ki jih imamo na kraterju. Ko smo celo stvar zgradili in ko jo bomo razstavili, je to spet priloženo, da se neka skupnost zbere, ker gre za neke skupnostne delovne akcije. Projekt je tudi prispeval k blaženju podnebnih sprememb. Zmanjšal je emisije za približno 0,8 ton CO2 ekvivalenta. Presenetilo nas je, da do največjega zmanjšanja ni prišlo zaradi nadomeščanja fosilnih goriv za ogrevanje, ampak zaradi učinkovitega kompostiranja biomase, ki bi jo sicer sežgali. Če gledamo naprej, imajo največji potencial za zmanjšanje emisije lokacije, ki imajo dostop do lokalne biomase in hkrati potrebo po topli vodi ali ogrevanju. Uspelo nam je zato, ker smo navdušenci nad takšnimi tehnikami kompostiranja, vrtnarjenja, dela z rastlinami, dela z naravo in pač iskanja raznih alternativnih načinov, ki so bolj okoljski, bolj povezani z družbo oziroma bolj skupnostni in pač ja, kljub temu, da to ni del nekega večjega projekta, pa da smo veliko prostovoljnega dela vložili, nas dosti žene naša motivacija po tem, da raziskujemo in testiramo stvari. In v končni fazi bi se mi zdel tudi uspeh, če bi mi to dokazali, da ne deluje. Zato, ker pač smo sprobali, smo videli, smo se nekaj naučili.